Mogoče, če se dotaknemo še malo tega pravnega vidika prodaje. Ne? Mi vemo, kot organizatorji dogodkov v Sloveniji, moramo upravljati z eno lepo inštitucijo, ki se imenuje Davčna uprava Republike Slovenije. Ne? Ena vedno pereča tema je, kako integrirati tuje prodajalce, predvsem prodajalce oziroma pravne osebe iz Evropske unije, da prodajajo na območju Republike Slovenije in opravljajo gotovinsko poslovanje. Ne? In zdaj smo prišli do spoznanja, da v bistvu, če želijo prodajati na območju Slovenije, potrebujejo kot prvo seveda slovensko davčno številko in za gotovinsko poslovanje potrebujejo davčno blagajno. Ne? Kako si se ti spopadala s tem? Si imela letos kakšne, oziroma vi kot ekipa ste imeli kakšne tuje prodajalce? Kako je šla ta ureditev? Ja, mi smo imeli samo eno tujo trgovino in sicer Inbocal Joho, ki prodaja družabne igre. In danes naredila ena stvar, ki, ko sem imela svojo računovodkinjo, kolikor sem razumela, je legalna, ampak je neka luknja v sistemu in oni nekako prenesejo svoje izdelke nate in prodajo v tvojem imenu. Taka fora je. Tako da sem jaz dala zdaj vezano knjigo računov, prostovoljci so mi napisali podatke našega društva že vse vnaprej, no oni so potem samo napisali artikel, ki so prodali in pa ceno. Zdaj, oni so prodali samo 150 evrov robe, kar je malo, ker so imeli igre v italijanščini, če ne znam italijansko, ne bodo kupili, ne? Ampak, če imeli 3 trgovine, ki bi prodali po 800 evrov, je to že veliko, ne? Ker potem ti računi so načeloma plus za nas, tako da smo mi to inkasirali, ampak potem morajo oni izstaviti račun društvu, tako da mi njim ta denar vrnemo. Tako da se da, ampak je to potem par tisoč evrov, ki se nekaj prenaša, tako da zna biti sporno. Ne? To načeloma delajo veliko v Novi Gorici, dosti dogodkov dela to, ampak zato kakšna društva, ki prodajo kakšne nalepkice pa majčke od društva in potem imaš 5 stojnic, ki prodajo v celem dnevu po max 50 evrov in potem ni to veliko. Ne? Pri nas pa so Italijani že v Izoli, ko smo jih imeli, prodali po Jurja 500 robe. In če imaš 10 takih stojnic, je to potem več kot celoten event. Ne? In definitivno ni to rešitev. Mogoče za kakšno majhno trgovino v bistvu je dobra rešitev, če pa neka večja, pa se ne vidiš ven. Ne? Mi pa je tudi pisala ena trgovina iz Severne Irske, ali mislim, ne vem, Irska, ne pa če je bila severna, pač Irska, ker sem jim pisala za cosplay, tekmovanje, če bi lahko sponzorirali, pa so rekli, da lahko, ampak da bi prišli prodajati k nam. In jaz sem rekel, da mi smo Slovenija, ne Slovaška takoj, da se niso slučajno zmotila. In rekel, no ja, pač koliko bi prišli. In sem rekel, jaz potem da rabi to slovensko davčno številko. Pa je rekel, da ona že prodala v Franciji in pa Nemčiji, da ni problema, ker ima neko mednarodno evropsko in da potem sam spremeni ta SI ali N ali FR ali karkoli je preddavčno. Ampak jaz potem, ko sem se pozanimala, ker sem našla na spletno stran, ker prav upišeš informacije podjetja, in napiješ, da ima to mednarodno, napiješ, kaj prodaja in določiš, v kateri državi hoče prodati, ti potem pove, če rabi davčno in specifično za pač piše, da moraš obvezno imeti davčno številko in poleg tega moraš te biti upisan v slovenski davčni register za vplačevanje davkov, neka taka fora je, ampak če ti si upisan v slovenski davčni register in ne prodaš nič v celem mesecu, plačaš samo 30 evrov tekočega, ne? Tako da je opcija, da se ti upišeš, na primer, aprila, prodaš na našem eventu in se potem izpišeš, ampak je to potem dodatna papirologija vsak mesec. Ne? In tega si tega ne nočejo iti, ker jaz sem že leto pred korono naredila v bistvu v italijanščini celoten postopek z obrazci, kako se lahko oni upišejo, sem celo uredila, da bi oni mene pooblastili, pa da jim jaz v njihovem imenu to zadevo odprem, kar je ful enega dela zame in kljub temu niso hoteli. V bistvu se zdi, kot da naša davčna uprava v bistvu se bori proti temu, da bi imeli prodajalce na našem ozemlju, kar mi je čisto fascinantno.